gospa Dular. Danes imamo Slovenci posebno čast, da je prvič med nami Trubarjeva knjiga Cerkvena ordninga. Pa me zanima, če je mogoče znano, kako se je ta knjiga sploh znašla v Vatikanu, da tam hranijo edini izvor. Ja, veste kaj, Vatikanska knjižnica je dobila tekom stoletij veliko knjižnice plemičev in najbolj v eni izmed plemiških knjižnic nemških plemičev je prišla, to so podagali komplete, je z njimi prišla tudi ta enciklopedija Vatikana. Pa nam lahko zaupate, koliko so pri nas plačali, da so v Vatikanu knjigo sploh posodili? Teh številk pa ne vem, drugič pa še bi jih tudi vedela, Kaj pa, obstaja sploh kakšna možnost, da bi kdaj ta knjiga prišla v trajno last Slovencev? Ne, to je, kar je dano, je vzem za Koliko pa recimo takšnih knjig iz obdobja protestantstva, danes smo videli, da je na ogled še Dalmatinov prevod knjige, pa zbirka protestantskih pesmi. Koliko teh knjig hrani naša Narodna univerzitetna knjižnica? Tule na razstavi moram prvič povedati to, da z tega knjižnega gradiva sta dva dela, pravzaprav kar nepovredna. En del je izdavljen iz srednje knjižnice, drugi del pa iz knjižnice Narodnega muzeja Slovenije. In tudi med ostalimi knjigami, ki jih vidite, je nekaj kar zelo redkih, naprimer tista, ki se mogoče zdi malo v senci, Rombunge v isti vitrini je, to so lepe krščanske molitve in pa te psalmi. Je knjiga iz leta 1595, to je zadnje leto, ko so protestantiške objavljene v slovenščini. Tudi tiste objavljene oziroma ohranjene samo v dveh izvodih, ampak oba sta v Ljubljani, pri nas v muzeju in drugi v Nuku. In zaradi tega se ne tresemo tako za njih, sta pa prav tako pomembna mogoče. Zdaj, razstava bo na ogledu decembra, dokdaj bo pa na ogled knjiga Cerkvena ordninga? Za vse knjige veljajo stroga pravila za razstavljanje in sicer tam nekje med 6 tedni in 2 mesecama je tista doba, ko jih smemo imeti, tudi čeprav imamo skoraj idealna klimatska pogoja. In nekako v začetku maja bomo vse sočasno umaknili in zamenjali za ponaredki razen, naprimer za Dalmatino Biblijo, ker jih imamo tudi, ko bomo menjali izvode. Pa ste morali še kakšne druge pogoje razen klimatskih izpolniti, da je Vatikanska knjižnica posodila knjigo? Seveda, to so zelo strogi pogoji od tega, da ne smeš nič